Lepo pozdravljeni. Na velikonočno vigilijo so v več slovenskih župnijah v svoje občestvo sprejeli katehumene, več ali manj odrasle posameznike, ki so prejeli zakramente krsta, birme in obhajila. Med njimi je bil tudi Luka Debeljak, ki je svojo vero javno izpovedal v Poljanah nad Škofjo Loko. Luka je bil več let pripadnik specialnih sil Slovenske vojske, zdaj pa je med drugim inštruktor športnega streljanja, kovač nožev in organizator tečajev. Veseli me, da je Luka Debeljak danes z nami v studiu, ko bo z nami podoživel ta slovesen trenutek svojega življenja. Luka, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Ja, Kristus je vstal, ne? Tudi za vas. Ja, nisem si mislil, da bo do tega prišlo, oziroma mogoče, kaj sem leto, dve nazaj, si nisem predstavljal, da se bom znajdel tam, kjer sem se pa znajdel, ampak očitno, ko se enim stvarem odpreš, pa greš noter v njih, se pol pač zgodi, stvari pač grejo, kamor grejo, tako da ja. Sveti duh deluje po svoje, ja. Zdaj je že minilo nekaj dni od vašega krsta, birme in obhajila. Zdaj, kako ste doživeli ta trenutek na velikonočno vigilijo? Najbrž so vtisi še sveži spomin, je še tukaj, ne? Ja, mislim, tak vpliv je imel name, da sem si pol še vsak dan zdaj od tega momenta, ki je bil, probam ta občutek obdržati v sebi. Nočem ga izgubiti, ker je bilo toliko globok, pač toliko sem se čutil nekako hvaleženega, pa hkrati tudi poniženega, da sem v bistvu bil pri tej stvari lahko zraven, ker jaz sem si predstavljal ta krst pa vse skupaj, da je to nekako v krogu družine, seveda po nekem obdobju verouka, ampak na koncu je pa to v bistvu zgodilo na najpomembnejši praznik, pač krščanski, in polna cerkev. In seveda zdaj, mislim, itak je v ospredju Jezus, ampak velik del cele te maše smo pa tudi mi bili, in cel ta proces oziroma obred krsta in vsega skupaj, in stati tam pred polno cerkvijo, pred škofom, pred župnikom, konec koncev pred ministranti in vse skupaj, že tudi cerkev kot taka je zelo impresivna in ker tam, ko stojiš, ko se vse to odvija, je res pač neki, mislim, pusti en pečat in to je pač, in tisti moment sem si mislil, jaz upam, da bi lahko vsak to doživel, pa hkrati sem bil prav sem imel v glavi vsako sekundo cen, zdaj, ker se to odvija, ker to je res nekaj posebnega. Neponovljivega, ja. Ja, tako da meni je bilo pač, tudi mi trije, ki smo se pol pogovarjali, ker smo bili skupaj krščeni, vsi trije smo bili res, res je bilo lepo, meni je bilo super. Ja, rekli ste, da ste mislili sprva, da se boste pripravljali recimo skozi verouk, pa da bo to bolj intimno, pa ne v prisotnosti vernikov in tako naprej. Koliko časa ste se pripravljali skupaj na ta zakrament? Začeli smo v začetkom leta, jaz sem župnika kontaktiral, mislim, da v decembru prejšnje leto. Jožeta Pluta. Jožeta Pluta, tako, ja. Saj je prav, da je pravilno, če rečem župnik, ne? Ja, normalno. Ja, v glavnem, in decembra smo govorili in smo se nekako domenili, da bomo to začeli po novem letu. Tako da je približno z januarjem se je to štartalo, tako da nekako slabe, oziroma 4 mesece, ampak ni še konc, zdaj bomo še dobivali se, še en čas. Tako da, ja. Dobivali smo se vsak teden, tudi doma smo mogli se določene stvari opraviti, predvsem v smislu branja Svetega pisma, kar ga itak že berem in itak večkrat, ko ga prebereš, skozi bolj razumeš stvari, pa skozi bolj ene stvari lahko prenašaš v svoje življenje. Dejansko se učiš, dejansko je to kot nek učbenik za življenje, res tako. Tako da ja, in to smo brali, potem smo se tudi skupaj dobili, je on prebral določene stvari, pa všeč mi je bilo to, ker je dostikrat pol na tak življenjski, preprost način, on znal tudi stvari razložiti in prevesti v konkretno življenje. Ja, in to mi največ tako pomeni. Luka, kdo vas je pa vse spremljal pri tem pomembnem koraku? Omenili ste polna cerkev, so bili tudi vaši bližnji, domači? Ja, zdaj tukaj seveda, mislim, lahko bi povabil še dosti več ljudi, ker bi se verjetno marsikdo odzval, ampak nekako na koncu vsem tistem kaosu sem pač se bolj na ožjo družino fokusiral, tako da boter, punca, brat, punca od brata, pa pač mami. Je bila, hotel sem še staro mamo, sem je stara 97, sicer je še zelo v redu ženska, še vse normalno, samo mogoče je
2 ure sedeti je lahko mogoče majčken problem. No. Tako da ja, je bila ta ožja družina zraven. Tudi Botra sem dejansko Ja, tako... koga ste izbrali za Botra? Ja, v bistvu to je moj dober prijatelj, ki so že nekaj let kolega, ampak čem reči, to je spet ena taka stvar, se mi zdi, ki ni bilo na meni. Jaz zdaj doskrat tako ravnam, ker začutim, pol to naredim. Ker se mi zdi, da to od nekje druge pride. Ja, svet Kaj je nov. moram narediti? Ja, pa zdaj to dejansko verjamem. In ker sem tako pomislil, komu bi rekel, je on prišel ta prvi ven in sem mu rekel, in je bil za, in je bil ful počaščen, a ne drugač uspešen človek, podjetnik, ogromno dela gor v Nemčiji. Hočem reči, ljudje, ki so na visokih položajih uspešni, imajo denar, ampak hkrati imajo pa tudi to ponižnost in jim to nič čudnega ni. In to je najbolj ceno zdaj pri ljudeh. In zato je bil on res ta prava izbira, ki mu je bilo v čast, da je lahko prišel. In tudi mene tukaj več to pomenilo. Se pravi, ja, in da ima tudi to močno duhovno komponento prisotno vse, to, kar govorite o tem. Ja, zdaj, da bi mogoče, Luka, lažje razumeli to vašo pot do odločitve, da postanete kristjan, če lahko se vrnemo v vaše otroštvo, v kakšni družini ste vi odraščali? Je bil tam kakšen stik z vero, s krščanstvom? Ste to, kaj slišali, poznali že prej? Zdaj tukaj je, vse vemo, prej je bila Jugoslavija, Slovenija se je osamosvojila, sistem je bil tak, kot je bil takrat. In zdaj tako, moja mama sicer izhaja iz verne družine, pa tudi ona ima vse te zakramente opravljene. Oče pa, kako bi rekel, on je celo kariero delal v policiji, iz drugega sistema izhaja, se pravi, ni iz cerkve in pol nekako, vse vemo, glava družine je vse noče in potem nekako v bistvu ni bila cerkev v ospredju, če lahko temu tako rečem. Ni bilo nikoli zdaj nekega namenskega blatenja cerkve pa teh zadev, sam nise pa hodil. Tako da, ja, jaz sem te stvari od prijateljev videl, slišal, od stare mame, pa tako, ampak nisem pa imel, jaz sem bil, ne vem, mogoče do svojega, ne vem katerega leta, 2-krat, 3-krat v cerkvi, oziroma do predtem, ker sem se krstil, sem bil prej mogoče 3-krat v življenju v cerkvi, če bi rekel v 36 letih. Tako da dejansko ni bilo v mojem življenju vere, Boga, cerkve, kakorkoli. Kdaj ste se pa recimo prvič srečali s Svetim pismom? Da ste ga odprli? Ja, bilo je zanimiva zgodba, ker smo imeli enkrat v srednji šoli, ne vem, kaj je bil že točno dogodek, ampak je bilo, da mora vsak prinesti neko darilo zapakirano, se pravi v razredu. Sicer jaz sem dostikrat pol premišljal o tem dogodku, ker se mi je zdelo, da tako vzamemo, ker dostikrat rad iz enih stvari narediš nekaj, da izpade, ker nekaj več. Se zdaj ne vemo, a je tako ali ni, ampak v glavnem ja, prineseš darilo zapakirano, tudi profesor ga je prinesel in pol se je to nekako na random podelili, se pravi potalali. Ja. No in jaz sem dobil Sveto pismo takrat. Kar mi je bil tisti moment takrat tako zanimiv, sam pri sebi sem si mislil tako, kje je to zdaj prišlo v moje roke. In sem se tudi lotil brati takrat, se pravi, to sem bil jaz kakšne 16 let star. Ampak takrat jaz te zadeve tudi približno nisem zastopil, ker je takrat za moje oči pri 16 letih bila stvar mogoče pretežko napisana. Pa mislim, da sem bral, zdaj se ne spomnim, da je bila stara zaveza ali nova. Ker če je bila stara, je še toliko težji. Pa mislim, da je bila stara, ker je bilo ogromno, se vemo, kak je, tam v stari zavezi imaš kakšno stran, ki je cela, ki sam našteva imena, kot linijo. In jaz takrat, ko sem to bral, nisem mogel se s tem, nisem mogel zastopiti, nisem mogel začutiti, ampak sem se pa takrat s tem tako prvič srečal. Kaj pa danes, katere besede ali pa odlomek vas pa recimo danes iz Svetega pisma najbolj nagovarja? Ja, zdaj tle je tako. Jaz dostikrat, ker mi je kar smešen, ker gledam druge recimo tako ali intervjuje oziroma kot podcaste, pa ker pride kakšen človek, ki je versko podkovan in dostikrat potem razne izreke na teh primerih. Citira. Citira. Ja. Jaz tudi dostikrat zdaj to uporabim. Dostikrat. Mislim tako, ker hočem kakšnemu kaj dopovedati. Sem si dosti zapomnil že. Ampak nimam pa te sposobnosti, da bi zdaj točno lahko povedal, kako je že, kater psalm oziroma številka. Pa katera vrstica, pa iz katerega poglavja recimo. Ne morem kar tako. Mi pride čist na samo od sebe. Ja, ampak zapomnil, mislim, dejansko cela Nova zaveza, vse, kar notar berem, je toliko enih stvari. Jih usrkavate, Ja, od tega, kar apostoli govorijo, do
tisti del, pač, ki je Jezus prednjega križa, kako on živi, kaj pa tele, kako se že reče, parabole. Prilike, čudeži. Prilike, ja, pač, ker nekdo, če ne razumeš, če se ne poglobiš v to, te prilike so ti mogoče čudne, ne, ampak zdaj jih pa drugače gledam. Dobro je pa tudi, če imaš še koga, ki ti lahko to še bolj razloži. Ki ti jih prevede v konkretno življenje. Ne? Ja, ker ene lahko sam, ne moreš pa vseh sam čisto interpretirati. Pa vemo, saj meni se tako zdi, da je v Svetem pismu res toliko enih skritih sporočil, takih, ki jih težko res sam razšifriraš, tako da moraš imeti nekoga. Tudi, ja, seveda, Jezus je večkrat govoril o primerjavah, prilikah, metaforah, ne, prilika v izgubljenem sinu, mladike in prilika v talentih in tako naprej. Recimo, mogoče zdaj, ker sem se lih spomnil, no? Zdaj bom dal spet ene nove majice delati, pa puloverje, se pravi, to je v sklopu teh nožev, ki jih delam. Ne? In je tale, se pravi, zdaj se bom zmotil, kako že prav, se pravi, ker se svet nate jezi, zapomni si, najprej se je na mene. To je John 15:18, se pravi Janez. Zdaj sem malo narobe povedal, ampak v smislu, ja, ne biti, če so ljudje proti tebi, kako se jaz to razlagam, zato, ker govoriš, pa delaš stvari, ki so sicer resnične, ne se sekirati, ker najprej so mene, ne, in so ga res, in so ga tudi križali. Tako da si misliš, ta star, potem vse je nekaj okej. dela človek prav, ne? Ja, kar ne, bo zdržal. Tako, no, to sem se zdaj mogoče spomnil. Pa recimo, to je zanimivo, jaz sem to videl samo eno sliko, ki je to gor pisal, pa zadnje je bila Jezusova slika. In jaz, ko sem tisto videl, avtomatsko je bilo, ok, to mora iti na moj pulover. Ob enem meču zraven, da je še malo tako. Spet en preblisk, ne? Ja, in se mi zdi, da je flor izpadel. No. Zdaj, vi imate menda več različic Svetega pisma doma, ne? Od manjših žepnih do večjih, tudi v tujih jezikih. Ja. Zdaj imam 4 ali 5 svetih pisem. Ja, zdaj sem ta prvega si kupil v angleščini, ker sem ogromno knjig v angleščini bral in kar nekako mi je ta angleščina ratala, ne vem, sem imel občutek mogoče, da je, ker je v angleščini, da je bolj pravilno preveden ali pa da bolj prav izpade, čeprav to ne drži. Ne? Pa na konci tako priješ do spoznanja, da ne v slovenščini moraš to brati, ker to je naš materni jezik. Ampak kakorkoli, v angleščini sem začel, ampak zaradi tega, ker pol vidiš, da mogoče je še malo slabše razumevanje, pa ne, da jaz dobro znam angleško, sam dejansko ene stvari mogoče to pomena ne dojameš. To sem si pa kupil v slovenščini. Tako da zdaj imam to žepno, ki ste omenili, imam tam uni torbici, ki imam za okoli pasu, to je taka mehna, ker sem si rekel, to imel skozi parsep in če sem daj kje sam na kavi, konc koncev, lahko to vzamem ven. Se pravi, jaz skozi tukaj not in mi je ful všeč, da imam, in to sem tudi kupil takrat za nov let še bratu, pa še enemu kolegu, sem dal tako, ki zadarila. Ampak prvo svetopismo pa v srednji šoli, ne, za darilo, ti si bil ko ste se prvi. obdarovali. Ja, zdaj sem dobil pa enega super od Botra, ki je pa res čudovita knjiga, res nekaj posebnega in z veseljem to berem. No. Oziroma se mi zdi, da sem že kar malo takrat, da bom kar malo zbiral te različne verzije, ki mi je, ne vem, všeč mi je. Ja, super. Ja. Luka, kot ste govorili, do svojega, recimo 36. leta niste bili velikokrat v cerkvi, ampak kdaj se je pa ta občutek v vas začel prebujati počasi, ne? Da pa ste nekaj iskali, da ste želeli odkrivati bogastvo vere, evangelija, krščanske vere. Je bil kakšen ključen trenutek ali je to postopno, ta želja po odkrivanju? Ja, zdaj tukaj bom mogoče kakšno minuto dlje bom govoril, če bom preveč Ja, izvolite. Ne, ja, tako bom rekel, ne. Jaz že od mehkega, ali pa če bi rekel, zdaj, ko se začneš zavedati, ker si star 15 let, jaz sem čutil not v sebi neki, tako bom rekel, ne. Sem se zavedal, nekje najgloblje noter sem tisto neko resnico o tem že poznal. Ampak mi tisti moment, kako sem razmišljal, pa kaj sem hotel delati, pa kaj sem delal, mi nekako ni prišlo prav. Niso upadali z mojim razmišljanjem pa tem razumskim delovanjem. In tega nisem hotel niti poslušati, niti ne povzeti, kaj šele ravnati se potem. Sem pa imel skozi not, ne, ker nikoli se nisem z tega norca delal, ker sem zmeraj imel straho spoštovanje do tega in sem si mislil na pismo, če se mi kaj zgodi, nočem biti lih, se to totalno zameriti. Tako da to je bilo v meni, sam nisem hotel poslušati. Tako kot jaz verjamem, da mogoče oziroma jaz bi rekel, da vsak človek ima to v sebi, sam ne poslušamo tega. Tako, zakaj ne poslušamo? Ker smo zdaj sploh v tem svetu zbombardirani s toliko drugimi stvarmi, toliko enih dopaminskih zadev, toliko enih hitrih teh užitkov, ki jih dobimo, pa ta naš vsakdanje življenje, se mi zdi, da je to ne sliši, mrzlo več tega ne sliši. Tudi jaz nisem.
a ne. Tako da ja, sem to že imel v sebi in nekako je začel pol to, ja, ker sem nato pa malo starejši, ne, je pa začel to, ne vem, tam od 2018, jaz rabim neko višjo silo, jaz rabim, da nečem, ne bom rekel služim, ampak rabim nekaj več, če ne mi stvari nimajo pomena. Jaz imam lahko največ denarja, lahko imam nek super biznis, ampak jaz sem prazen not. Ne znam to razložiti, jaz moram nekaj imeti, a ne, tako. In 2018 sem jaz začel te neke spiritualne, duhovne zadeve, ampak to prek meditacije, pa sem čakre, pa frekvence, pa akupunktur, skratka neke te bolj šamanske zadeve, pa prek meditacije sem jaz v to šel, ker sem začel raziskovati, ker sem hotel nekaj najti, a ne. Ampak bolj, ker sem v te stvari šel, bolj je ta pot me pa pelala v bistvu do Boga, pa do vere. Na koncu, a ne, pa meditacija sama po sebi ni slaba stvar, če je v smislu tudi vere, pa tega, ne, se ti, ker se umiriš, pa imaš nek pogovor z Bogom, ali pa sam, da se umiriš sred narave, ki si, a ne, je to čisto dobro za človeka, ampak to me je pol pripeljalo v te zadeve, pa življenjske izkušnje, vse, kar se ti je zgodilo, dobrega ali pa slabega, pa recimo ful so name so imela vpliv, se pravi pričevanja drugih ljudi, v smislu kakšnih ljudi, ki so dali res težke stvari čez. Tle sem jaz ogromno poslušal kakšne ameriške specialce, Navy Seale pa tako naprej, ker smo v dostih zadevah si ful podobni. Ali so to osebni problemi, ali stvari iz službe, s tem, da oni so imeli precej več travm, ampak ogromno se najdeš v teh ljudeh, ker smo si ful podobni. In jaz, ker sem njih poslušal, kaj so govorili, ker sem se najdel čisto v isti zgodbi, kot oni, isto sem razmišljal, isti problemi in pol odgovori na te zadeve so mi bili toliko logični, toliko sem jih začutil, ne, da so res, da mi je še podkrepil, da grem jaz v te zadeve. Tudi dostikrat mi je kakšna solza pretekla. Pa ne una solza, kot punce, ki jokajo, ker si punčka sto jokaš, ampak moška solza. Ne. Razlika med moško in žensko. Mislim, tako bom rekel, ne, ženske jokajo, ker je kakšna romantična komedija, pa je kakšen moment. Mi pa jokamo, ker Jezus na križu umre. Mi pa jokamo, ker nekdo z mečem se proti nekomu bori in umre za svojo družino. Tako, bolj čez čast. To si jaz tako predstavljam, pa poguma. Ja. Zdaj, Luka, ste nam lepo odprli pot naprej za najin pogovor. Ne? Vi ste bili, kot sem rekel, nekdanji specialec in ste delovali tudi na mednarodnih kriznih žariščih v Afganistanu, Maliju. Je najbrž tudi to, skozi te življenjske izkušnje, ko ste se soočali z raznimi nevarnostmi, s temi, kar ste videli na terenu, ne, v živo, ste tudi takrat razmišljali o tem, ne, da pa je nekdo nad nami, ki me mogoče varuje ali pa vodi po vseh teh poteh, kjer ste bili? Ja, sicer tukaj verjetno je pri vsakmu posamezniku drugače, kaj si misli, ki je na takem območju pa v teh situacijah. A ne? Se pravi, v smislu, jaz tudi, ko sem šel tja, ne, sem imel uno, če se kaj zgodi, ne, jaz upam, da na koncu vse ne veš, kaj je, ko umreš, vsaj takrat, ne, zdaj vem, kaj je. Takrat nisem vedel in si tako, mogoče pa to res, ne. Se pravi, spet malo to pomisliš, pa si tako, ne. Ampak ni pa takrat to bilo toliko močno, da bi pa jaz zaradi tega šel v vero, recimo, a ne. Ni bilo tako, a ne. Tako da v bistvu na teh misijah, zdaj je tako, ne, spet kakšne stvari ti tam doživiš. Mi smo marsikaj doživeli, verjetno največ, kar je doživela Slovenska vojska, kjerkoli, ne, se pravi v zgodovini od samosvojitvene vojne naprej, smo mi absolutno največ doživeli. Zdaj, ni bilo nikoli, bom rekel takole, ne, z oči na 5 metrov situacije. Pa da, ne, ker to je še toliko bolj pusti, ne, pa nas, ko so se stvari dogajale, bilo vse na dlje. In ni tistega osebnega toliko. Mož na moža, recimo, ne? Ja, ker, a ne, eno je, ker človek pred tabo umre takole na 1 meter ali pa 200 metrov stran. Si nekako detached, oziroma slovenska beseda za to bi bila, da si, to je tako, ko imaš ti človeka, ki upravlja, se pravi, ki upravlja brezpilotni avion, sedi v Ameriki, vrže pa bombo dol v Iraku in tam ubije 10 ljudi, ampak nekako... Distanca, ne, razdalja. Distanca, ja. Tako da tam ni do tega pripeljala, ne, ker sem bil na teh misijah. Nekako pa tudi klima, ki je tam v tem okolju je, kar je sicer škoda, ampak ful ni v smeri vere. Kar mi je zdaj žal, ker si mislim, bi bilo mogoče to dobro, da je sploh v eni specialni enoti, ki je že tako neko bratstvo, da bi bil še ta dimenzija duhovna povezanosti, ne, med vami. Da bi bilo še, zdaj, tako ko pogledam za nazaj, se mi zdi, da bi nas to lahko
še bolj povezali, pa krepili nekako. Koliko časa ste približno skupaj preživeli v tujini? Tam je slabe 3 leta v bistvu. Po kosih, ne naenkrat. Ja, po kosih. Najdlje je bilo 8 mesecev, večinoma je to po pol leta. Ja, dejali ste, da ste bili soočeni z različnimi situacijami, ampak kakšnim konkretnim nevarnostim pa ste bili izpostavljeni, da lahko delite z nami? Ste bili kdaj iz oči v oči soočeni tudi s smrtjo? Zdaj tako bom rekel, mogoče dostikrat niti ne veš, da si soočen s smrtjo. Zato, ker je nisi niti tako opazil, ker te je ona gledala, mogoče malo bolj iz strani. Sej konec koncev, že če tja dol greš, si že do neke mere ogrožen, sicer odvisno na katerem področju si, pa v kateri provinci in tako naprej. Pač tukaj mi smo bili v eni manjši bazi, to zgleda zadeva, ne vem, če si predstavljaš taki kvadrati, ne bom rekel zdaj, 1,5 krat 1,5, ki so nafilani s peskom in to je, pride neka stena in to je tako okoli baze. Znotri imaš pa pol te lesene hiške, kjer si ti nastane čistko po domač. V glavnem, tudi napad na bazo se zgodi in kakšna raketa pade okoli in zdaj, to je pač tako. Lahko zadane kaj, lahko pa pač ne. Zdaj, pri nas je bilo enkrat vem, da je bilo dokaj blizu, drugače so dosti zgrešili, ker to je tako, en hrib, oni imajo tako, en pukelček najdejo, raketo vzamejo, jo aktivirajo in tista raketa pač gre. In zdaj, kam bo padla, je tako, nimajo teh sistemov, vse takrat dol jih niso imeli, ali pa vsaj teh niso imeli. Potem so bile pa tudi situacije, ki smo bili zunaj, pa se je streljali, po domač povedan, pa so bili tudi naši avti prestreljeni, pa tudi kolega je bil v nogo ustreljen. Tako da je obstajala neka ta, ampak nikoli pa ni bilo, nikoli se pa noben ni počutil toliko ogroženega, oziroma tako, kot ste rekel, da bi gledal smrti v oči. Tako da to ne morem reči. Mogoče je bila kakšna situacija, pa se zdaj niti ne spomnim, ampak ni bilo nikoli prisotnega tega, ker pa najde tudi ful ta ekstremen strah prisoten pri takih stvari. In jaz se dol tega ne spomnim, da bi tako bilo. Ampak imeli pa ste takrat vse ta občutek, kot pravite, kaj pa, če bi se moja življenjska pot tukaj končala? Seveda, ker to je tako. Jaz sem videl ogromno teh videov na YouTubu, se pravi, ker postavljajo te improvizirane mine pa granate, ker hodiš po unem nasadu, pa stvar eksplodira, nekaj penih mrtvih. In tudi v takih primerih se spomnim, smo po noč hodili, klasičen nasad, se ne vem česa, mislim, bilo je pobran, ampak po unem polju, ki greš. In se ti uni filmi vrtijo v glav, kako se je, ker si misliš, da nam kam stopil, da ni kdo kaj naštimu, ki je, in si misliš, sicer to te ne do te mere, da ti zdaj, da te bilo strah pa to, ker imaš to pod kontrolo, sam čem reči, imaš pa v glavi to stvar. Sam po drugi strani pa tudi, če si v eni taki ekipi, ki se ful dobro poznaš, pa si zelo usposobljen, je ful visoka samozavest in to ti ful pomaga take stvari premagovati. Seveda, dokler do nečesa ne pride, dokler nisi ti res, rekel, smrtno poškodovan, takrat nima samozavest, nima več veze, ker se boriš za življenje in si pred smrtjo in to je en tak strah, ki ga še nisem doživel, pa upam, da ga tudi ne bom, konec koncev. A pa ste imeli tudi stik z lokalnim prebivalstvom? Ja, mislim, stik smo ga imeli, ljudje dol so pač, niti ne vejo točno, kaj se dogaja. Ker to je tako ogromna država, ljudje, oni se pač borijo za svoje preživetje, živijo milijonkrat bolj preprost način, kot ga mi živimo, nimajo vsega tega, kar imamo mi tle in, veš, njim je vse, oni bi sem radi živeli. Zelo so preprosti ljudje, gostoljubni, jaz nimam proti njim dol popolnoma nič, ker so tako, kot mi. Tako da tukaj, žal mi je, da se taki ljudje znajdejo v primežu enih ogromnih nacij pa držav, pa še teh nekih skupin terorističnih, oziroma kakorkoli temu rekel, oni so pa pač vmes. Škoda, kolateralna škoda. Zdaj, Luka, vi ste po 16 letih zapustili vrste Slovenske vojske. Je bila to načrtna, zavestna odločitev ali je prišla spontano? Jaz sem to zelo dolgo časa premišljeval, že nekaj let, že kar vrsto let se nisem dobro počutil tam, v smislu, nekaj mi je manjkalo, in pol, se veste, ne rabiš en čas, da končno odločitev sprejmeš,
ker se pa spet zgodi, verjetno že. To je že nekje zapisano, da se bo to zgodilo, to jaz ko gledam, ne. Se ni moglo biti druge zadeve. Je Bog že določil kdaj, ampak Ja, mislim, dal pa svobodno voljo, da se pa na konec... Ja, ker na koncu vidim, da za ene stvari lahko proba z glavo iti čez zid, pa se ne zgodijo. Ene stvari pa to sem že večkrat povedal, ne rabiš pa skoraj nič narediti, pa se zgodijo. In jaz skozi bolj gledam, da je to dejansko je nek načrt, božji načrt in on najbolj ve in tako gledam res na stvari. Tako da je tudi to, ja. Sem šel ven in mi ni bilo niti malo žal, da sem šel ven, ne. Ker enkrat več nimaš, to sem rekel, ne. Jaz sem mislil, ker bom v specialni enoti, da bom zdaj nečem višjem, niti ne služil, ampak dokazoval. Neko višje poslanstvo mogoče. Ja, pa tudi dokazoval, da si ti sposoben nekaj več kot drugi. Pa to se lahko zdaj sliši zelo egoistično, egocentrično, kakorkoli že. Ampak ja, jaz sem to iskal. Sam pol tam je ta stvar zvodenela. In to, kar sem že rekel, če jaz nimam več unga notranjega, pol mi stvar nima več smisla. Ne? Pa je to za marskoga sanjska služba, pa bi dal vse, da bi tja prišel. Meni ni pomenila čisto nič več, ne? In zato sem rekel, če smo nekaj drugega dobiti. Se pravi, mišice so bile, moč je bila, ampak ste pogrešali pa še to duhovno moč, to duhovno trdnost ste iskali. Ja, tega ni bilo tam. Ampak katere dele tega dela pogrešate, da bi zaradi katerih delov, ne rečem razmišljali, da bi šli nazaj, ampak se spominjate, ne, tega, to je bilo pa recimo fajn, zaradi tega bi pa recimo mogoče pa ostal ali pa... Zdaj jaz, kakor vidim, imam tako, ker so že prej malo zunaj govorila, meni se zdi, da zrel človek je tisti, ki se je skozi življenje parkrat že spremenil. Ker ti ne moreš biti pri 20 isti, kot pri 40, ker vmes je 20 let. In ti si šel čez toliko enih situacij, toliko stvari si videl, doživel, slišal, prebral, da tvoje razmišljanje se popolnoma spremeni od unga, ker si bil 30 ali pa 35. Jaz vidim, ne vem, meni se življenje zelo zadnje cajte, se mi zdi, da je v pol leta sem se toliko ekstremno spremenil in to dam temu, ker sem se tem stvarem odprl. Tako da, čakaj, zdaj mi je vprašanje začeti. Ja, rekla sva, če bi zaradi katerih stvari bi se pa mogoče ne vrnili nazaj, ampak da so bile dobre. Ne? In to je tisto, jaz sem se zdaj toliko spremenil, da zdaj, ko gledam ta obdobje, ko sem bil v specialni enoti, gledam, kot da enega drugega človeka gledam. Tako, ker sem se že toliko spremenil, pa ne sem spremenil, predvsem pa zarastel. Pogrešam ene stvari, jaz bi še skozi malo akcijo pogrešam, po domače povedano. To je v vas. Meni to še skozi dogaja na nek način. Tako bom rekel, sicer jaz res grem filmsko v te zadeve, ampak jaz bi se ušedel na helikopter pa šel bad guy loviti. Sam po drugi strani se pa zavedam, da je vse to skupaj zmišljeno. Da te bad guys sploh niso bad guy ali pa so narejeni, so ustvarjeni z namenom, da se ene stvari... Mislim tako, jaz bi se neke spore in boje. Ja, jaz bi se dejansko z veseljem boril za pravičnost, pa za resnico, pa za dobroto. S tem bi se, ne? Ampak zdaj, ko to drugače gledam, te stvari, si mislim, jaz sem sam tisti, mislim, kako bi rekel, stvar ni resnična, tako kot bi mogla biti. In zato pol, itak pa pogrešam še malo kar je pač dober občutek, da si del nečesa takega. Ja, zdaj, danes ste izbrali drugačno pot, ki je sicer tudi povezana s tem, kar ste delali tako ali drugače. Izvajate različne tečaje. Zdaj, na čem je poudarek teh vaših tečajev? Zdaj, to je spet dosti široka stvar. Jaz tukaj recimo primer z orožjem, ki se dela. Jaz to gledam kot šport, pa kot hobi, pa kot rekreacijo, pa dejansko je zabavno. To je zelo zabavna stvar, streljati z orožjem. Sploh, če poteka pod nadzorom, ker te nekdo res uči, da lahko to delaš varno, pa pravilno, se da res zelo fajn imeti. In ja, poj pa še tako, tukaj ni samo streljanje, tukaj je lahko prva pomoč, tukaj je lahko zadeve v naravi, razni tečaji, primer situacijsko zavedanje, se pravi, da se zavedaš svoje okolice, orientacija v naravi, pač same neke te outdoor zadeve. To je lahko enkratnih stvari, ki so same po sebi zelo koristne za vsakega človeka, zato ker si zunaj, zato ker se imaš fajn, ker je neka fizična aktivnost. Predvsem pa nam korist v smislu, da mi znamo ene stvari sami narediti, zrihtati, poskrbeti zase, za nekoga drugega, pomagati nekomu, ker se mi zdi, da ta družba zdaj gre v to, da smo totalno nesposobni. V smislu, nič ne znamo sami narediti, vse nam je težko,
totalno postajamo mehki v smislu, da je vse pretežko, nič več ne moremo zdržati, v to smer, po mojem mnenju, gre. A ne, jaz bi se pa rad glih s temi tečaji tudi proti tem nekako boril. V dobrem pomenu, ampak boril tudi v smislu, da te ljudje, ki prihajajo na te stvari, da se mi vsi skupaj povezujemo. Ker dejansko, zato ker ljudje pridejo na tečaje, se spoznajo, se imamo fajn, se nova prijateljstva sklenejo in vidim, da prihaja do druženja istomislečih ljudi. A ne? In jaz pol seveda zdaj zadnje čase še malo kakšnega tega svojega vložka not povem. Tako, ne. So to moški in ženske, ki se udeležujejo? Ja, starejši, mlajši in vidim, da opažam pač, da če govoriš, če poveš dejansko to, kar si misliš, če si spoštljiv, ponižen, pa hkrati tudi samozavesten, vidim, kako ljudje to absorbirajo, se poistovetijo, razumejo, predvsem pa cenijo to. In jaz sem se nehal obremenjevati s tem, da moram izgledati kul, pa delovati kul. Kaj pa je kul, ne? Da si frajer, ne. Jaz se s tem več ne obremenjujem, ne. Zdaj bolj probam lih to pokazati, ne, to ponižnost. Mislim, ponižnost, hkrati pa tudi, da si še skozi dec na mestu, po domač povedano, ne. Ampak odnos, zdaj mi te notranje zadeve mi več pomenijo, kot zunanje. Tako bom rekel. Luka, a vam mogoče kdo da kakšen očitek, ali pa lahko bi vam zdaj kdo očital ali pa rekel, ne, organizira tečaje streljanja in tako naprej. Se pravi, vemo, da z orožjem lahko nekomu vzamemo življenje. Po drugi strani pa cerkev, vemo, da poudarja, da je vsako življenje dragoceno, sveto, da ga moramo ohranjati. Zdaj, kako pa vi gledate lahko na to dualnost, ne? Na eni strani, da z orožjem ubijamo, na drugi strani pa vsako življenje pa dragoceno ga moramo ohraniti. Zdaj, tako je, tukaj, tle se gre tudi za policijo pa za vojsko, ki z orožjem delajo. In jaz tudi zelo rad z njimi delam, pa njih učim, ker je to pač njihov poklic in je dostikrat odvisna varnost vseh nas od tega, koliko so oni dobri z orožjem. Ker dejansko moraš obvladati te zadeve, da lahko tudi pravilno pomagaš pa reagiraš. Se pravi, tle je ta zadeva, ki se mi ne zdi sporna, ker pač pomagaš profesionalcem. Zdaj, kar se tega orožja tiče, tako kot sem že prej rekel, je zabaven, pa je šport. Je pa to tudi, zdaj spet, tukaj so ljudje, ki imajo svoje orožje, pa ki streljajo in pridejo k meni, da so še boljši športni strelci, recimo. Ker če še nisi probal, vas enkrat peljem, če v te hotel. Boste videli, da je zabaven. Ampak, kar se orožja tiče, tukaj zdaj moj dojemanje tudi orožja je tako, pač ljudje, naša zgodovina in vse skupaj civilizacija, orožje je bil skozi prisoten. Za to, da smo si lahko živali ujeli, da smo lahko kaj jedli, seveda tudi za vojne in za ostale zadeve, ampak to dejansko je del nas, kakorkoli. Mislim, zdaj, stara zaveza, tam je ogromno vojskovanja. Ogromno. In dobiš občutek, da je tako moglo biti. Kakorkoli, stara zaveza. V glavnem, jaz mislim, da bo to skozi del nas, orožje. Da bo to skozi del nas in tako da je poln namen, da če že je to del nas, probam jaz ljudi naučiti, da znajo odgovorno pa varno to uporabljati, ali profesionalce, ali pa civiliste, da lahko spoznajo en skill pa veščino, ki jim je koristna. Ker tudi rokovanje z orožjem, zdaj tako, vojna v Ukrajini, ki je, ogromno civilistov se zdaj tam bori. In dokler ne pride do take situacije, je rokovanje z orožjem mogoče za državo tabu tema. Ker država na nek način noče imeti ljudstvo, ki se je zmožno zase postaviti pa boriti. Moje mnenje zgolj. Ampak tako se mi zdi. Ker prije pa do ene take kritične situacije, zdaj je pa kar naenkrat fajn, da vi znate to. Tako da tudi to je del tega. Jaz bi rad ljudi naučil te zadeve, ker se mi zdi ena veščina, ki jo mora človek znati. Tudi če jo ne bo nikoli uporabil, kar verjetno ne bo, ampak je pa dobro, da jo imaš. Moje mnenje. Da je človek pripravljen. Zdaj, vi govorite tudi o različnih tečajih, ki jih že ali pa jih še boste izvajali, tečaji orientacije, situacijsko zavedanje, prva pomoč. Pomembno je, da to ljudje znamo in obvladamo, že zaradi vsakdanjega preživetja, pa če so vojne razmere ali ne. Pa se sploh se ne za vojne razmere. Če se nekdo izgubi v gozdu, recimo. Naprimer, pa mislim, kaj sploh imeti pri sebi od opreme v različnih situacijah? Recimo, grem v gozd, ki ga nisem vajen, recimo, kaj je dobro, da imam s sabo?
Mislim, več stvari. Zdaj to je spet tako, ne. Te ljudje, ki imajo toliko te opreme, za nekoga izpadejo malo uni, ne. On je skozi pripravljen, on ima skozi na sebi neko torbico in ima vse živo noter, ne. Se je zdaj odvisen, kam greš. Ampak neko osnovno opremo, kar se tiče prve pomoči, je zmer fajn imeti. Od flajštrov do teh belih trakov, ki si lahko kakšno manjšo rano pokrpaš, do kakšnega povoja, ker konec koncev lahko si gležen zviješ, pa je fajn kakšen povoj imeti, da si tisti lih malo stabiliziraš. Fajn je imeti recimo kakšen trniket pri sebi, se pravi, to je taka zadeva, majhna stvar, da ustaviš krvavito po domač povedan, esmrh, a ne. Ti lahko esmrh narediš, bom rekel, z nekim koncom vrvi, ampak pridejo prav na mest narejene zadeve, če močen krvaviš, daš ti zgor nad rano in boš to ustavil. In to je pri nekih outdoor aktivnostih, ali neko visokogorje, downhill vožnja s kolesom, pač karkoli, to so stvari, ki ti lahko pridejo prav, pa ful malo placa zavzamejo. Pa če imaš ti kakšen ruzak pri sebi, absolutno imaš to lahko not, ne. Zdaj, vidimo, ljudje se zgubljajo, ne, komot imaš lahko neko stvar, nek zvočen signal od sebe da. To je lahko žena pišuka, po domač povedan. Ful pomembno, ko so opreme je luč. Ročna luč, ne, povsod jo imaš lahko s sabo, lahko imaš s sabo na avionu, se pravi, nisi omejen s tem. Eno je to, da ti pomaga, da kaj vidiš, ampak je pa tudi sredstvo, za da ti lahko samega sebe, Tako da pozornost ustvariš, da te drugi opazijo. Tako da ročna lučka je res, to je lahko v vsakem avtu, oziroma če kam greš. Pa še bi se najdle nekaj penih stvari. Tako da sam ljudje nekako ne razmišljamo v to smer, ker tukaj je najbolj problem pa v razmišljanju, no? Ker je zmer razmišljanje, meni se nič ne more zgoditi. Si včasih še preveč upamo in tako naprej, in sami izzovemo recimo neko nesrečo ali situacijo. Luka, prej sva omenjala, da čutite in opažate, ne, da današnja družba postaja vse bolj mehka, vse bolj morda apatična. To se morda da opaziti tudi pri določenem delu mlajše populacije. In vemo, ne, da je v zadnjem obdobju v številnih evropskih državah je veliko govora o ponovni uvedbi naborniškega sistema. Zdaj v Sloveniji smo ga opustili leta 2003. A bi vi ponovno podprli uvedbo tega sistema? Bi, absolutno. Vi niste šli skozi, ne? Ne, sem šel potem sam, ampak to je, glejte, tako kot sem že prej rekel, ne, človeštvo se vojskuje, odkar obstajamo. Ni prav, ne, ni prav. In tudi tako, kot ste prej že rekel, kaj Bog zapoveduje, ne ubijaj pa te stvari. Sam moramo se pa znati, če do česa pride. Pač moramo, ker nimamo izbire, če se vsi ostali to grejo, pa se moramo že tudi mi. Če se ostale države v to investirajo, se pravi, če mi ne, smo jim sam na voljo, zdaj tako govorim, ne, sej mi smo v Evropski uniji, ne bojo nas tam Avstrijci napadli, ampak moramo se to iti. Tako da, pa ne samo to je zdaj ta aspekt, ampak kar je pa ta glavno, je pa, da ljudje, pa mladina pride malo v stik z naravo, s fizičnim aktivnostim, z vsemi temi veščinami, z avtoriteto, z disciplino, pa to, da ti znaš ceniti stvari, to je ta glavno, ne, ker zdaj je vse samoumevno. Jaz, ko sem bil star 15 let, sem mogel šparati 2 let, da sem si kupil eno malenkost. In sem bil vzhičen še ne vem koliko cajta. Zdaj boš otroku kupil nov PlayStation, bo mu zanimivih 2 dni. Tudi pri meni je zdaj tako ratar, dejansko, tudi jaz sem tak ratar, ampak se saj zavedam tega. In spoštovanje zadev, pa to, ne, da stvari si moraš priboriti, prislušiti, ne bojo same od sebe prišle, če se ne boš trudil, če se ne boš pomatril, ne boš tega dosegel. Če jih dobiš pa na pladnjih, pa ne ceniš. Ena stvar zdaj spet, ful gremo na razen kot ljudje, kot družba, skozi bolj smo vsi odtujeni, zato mi je všeč v cerkvi, ki je spet vse na kupu in zato vidim cerkev, ki je eno izmed teh, ki lahko to spet poveže, ampak v vojski, ki greš, moraš tudi znati v skupini delati, z drugimi ljudmi, komunicirati, ful se naučiš. Ljudje smo si ful različni, vsak ima svoje zadeve in ti, ki si med različnimi ljudmi začneš te stvari brati pa razumevati in na podlagi tega se boš prilagajal glede na človeka, s katerim si, ki imaš te izkušnje. Tako da meni so tukaj not sami plusi. Je res tudi, odvisno, kako se ta stvar zapele, lahko se zapele tudi v smer, ne, da neki ljudje mogoče grejo v neke zdravstvo, primer punce, mogoče celo grejo one če nočejo, lahko se po nekih zdravstvenih zadevah učijo, se pravi, kad delo v bolnici ali pa pomoč starejšim po teh domovih za ostarele. Gasilstvo, skratka, da se gre v neko smer, ki je v neki tej sferi.
vojska, gasilstvo, zdravstvo, pa verjetno bi se še kaj našlo. Tam, kjer se povezuje, kjer je skupnost, kjer je... Vse to pa hkrati tudi veščine, da mi lahko nekaj naredimo. Tako da jaz sem za uvedbo tega. 3 mesece bilo verjetno čisto dosti, ne rabi biti pol leta, ampak 3 mesece si lahko vsak vzame za to. S tem, da dobro, zdaj, če bi res mene poslušali, jaz imam tukaj malo bolj hard verzijo. Ker ne raba zdaj o tem govoriti, ampak jaz po mojem bi to šel malo bolj konkretno. Ker imam pač neko svoje videnje, pa Ne samo, da je poslana na rob ali pa kaj podobnega. Jaz bi kar naredil, da je Slovenija nekdo, s katerim se ni zavedal, pač tako po domač povedano. Smo sicer najbolj prijazni pa spoštljivi, pa bomo vsem pomagali, pa bomo gostoljubni do vseh. Ampak, če pa podrata pa to, ta zelena pokrajina rata nekaj drugega. Pa so recimo udeleženci vaših tečajev tudi kakšni 18-20-letniki, recimo mladi fantje, ki tudi iščejo, tako kot vi pravite, ki ste iskali neko potrditev, neko moč skozi vojsko ali pa skozi to udejstvovanje. Ja, dosti je mladih in zdaj to je tisto, ni vsa mladina izgubljena. Ogromno je še skozi fantov pa punc, ki imajo glavo na ta pravih mestih. Vse je verjetno odvisno ogromno doma, od vzgoje, pa že od staršev, ampak ogromno jih je veliko in so ful zainteresirani za to. In kar je meni všeč je, ker dejansko, ko bi temu rekel, si na nek način vzor tem ljudem. Nek heroj bi mogoče lahko rekel za koga, ki je malo mlajši, ki si kot bivši specialec. Ker jaz sem imel iste heroje pa vzornike. No, koga ste imeli? Mislim, eno je že s filmov, se pravi, vsi te one man možje, ki so vse vojne zmagali, to so lahko različni filmi, ampak ja, jaz sem imel vzornike ven iz teh stvari, se pravi neke persone, ki so kazale vedno neko čast, pogum, dostojanstvo, pa so bili, ampak ful pa skozi pa ful dobri, pa pozitivni. Vedno so kao prav naredili. Mislim, in tudi ta mladina zdaj rab, kakšni so zdaj vzorniki. V filmih ne dobiš več pravih vzornikov, ker je vse nekako zapeljano eno zelo, zelo čudno. Vse je relativizirano. Ja, ni več te moške energije tudi ne. Igralci niso več, kot so bili včasih in se je čisto spremenil en ta standard. Pa dovoljene so ene stvari, ki so totalno nemoralne. Imamo ogromno glasbenikov tujih, ki so totalno nemoralni, pa so to vzorniki puncam. In mislim, to so stvari ki se grejo različne zadeve v družbi. Ampak ja, in so fantje in dosti jih je in jaz bi rad več, kako bi zdaj to rekel, več pravih karakterjev bi mogli forsirati mladim. Več vzornikov. Zame določeni, kako bi temu rekel, estradniki niso najboljši vzor, ker ne predstavljajo nič kaj dosti, kar je pomembno za to življenje. Mislim tako. Omenili ste te vzornike iz vaše mladosti ali pa iz časa, ko ste vstopali v te vojaške vrste. Lahko rečete, da je danes tudi Jezus vaš vzornik? Jezus je zdaj na ta prvem mestu. To je pa zdaj tisto, pa jaz ne vem, kako se to zdaj sliši za marsikoga, sploh za ljudi, ki me poznajo. Luka je bil tak pa tak, zdaj pa vemo, kako je, ker te kakšen lahko vzame malo za temu se malo. Pač tako je predsodnik. Ampak dejansko, jaz zdaj na Jezusa gledam tle še tako, zato ker imamo o Jezusu filme pa slike. Mislim, se niso dejanska slika, ampak imamo podobo, kako približen je izgledal. In je meni še toliko bližji, ker si lahko predstavljaš nekega človeka. In zdaj, včeraj sem to premišljal. Jaz na Jezusa gledam zdaj kot na starejšega brata. Na starejšega brata, ne nekaj na očeta, ker oče je Bog. Tako jaz to gledam, oče je Bog. Jezus je pa moj starejši brat, ki ima vedno vse prav, ki vse razume, ki vse šteka in on je meni vzor v smislu, nikoli ga ne bom mogel doseči, da bom toliko dober pa toliko pravilen, kot je on. Ampak bom pa probaval. In dejansko imam zmer pred očmi tisto neko podobo, brada, krona, mislim, tako, kot je izgledal po slikah. In si ga mogoče predstavljam, ki je dobre vole, tako, ne samo po te slabi, kako je on umrl, ampak in tako zdaj gledam. In on mi je zdaj absolutno glavni vzornik, ker zdaj razumem, da moč, ki sem jo prej razumel, oziroma tako, kot sem prej mislil, kaj predstavlja neka moč, nisem to prav dojemal. To je največja moč. To je moč, ki je lahko najbolj milostna, lahko pa v sekundi cel svet zgori, če je treba. In mislim, absolutno, ja. Zdaj,
Jaz vem, da so vzponi pa padci, tudi v lastni veri so lahko nihanja, ker se ti nekaj zgodi, sploh, ker se ti nekaj zelo hudega zgodi, si predstavljam, da si ful pred preizkušnjo. Ti si rečeš, zakaj si mi to naredil. Če pa se trudim, pa vse delam, recimo prav primer, pa si mi to naredil. In to so zelo grde situacije. Nekomu lahko umre 3-letna hčerka. Mislim, si ne predstavljam, kako bi to bilo, ampak ja. Jaz sem spet vprosti. Ne, v redu. Zašel, ampak ja, Jezus je. Hotel sem to še reči, zdaj gledam eno serijo, dosti nova serija, ki je v Jezusu po bistvu zelo dobro ocenjena, gor na teh straneh, na internetu. In tukaj je Jezus itak, on je človek, čist preprost, nobenega blišča, nobenega ničesar, ampak je pa predstavljena še ta človeška plat, on se dosti smeje, on je dosti dobre vole, kaj se poheca. In ker ti zgledam, mi je kar tako, pa še na nek način ful je zgodovinsko narejen se mi zdi po Svetemu pismu in kot da bi gledal približno nekak svet pisem, ampak v video obliki. Ja, in mi je všeč, ker vidiš mogoče malo človeško plat, ker on, nekdo tam nekaj reče neprimernega, pa so vsi zgroženi, kak si lahko to rekel v pričo Jezusa, pa on tako pogleda, on ga žikne, tako malo heca, vse je v redu, vse bomo zrihtali. Tako da, ja, in ne rabim jaz več teh vikingov bradatih, ki so vse po vrst sekali dol, jaz zastopim, da to je sam, fajn je mogoče, da se malo hajpa stisne, ampak to je samo ena subkultura, ki ni resnična. Prej ste mi dejali, da želite na nek način svoje poslanstvo, oziroma da želite služiti nečemu višjemu, da želite odkriti nekaj višjega, kakšno poslanstvo imate v življenju in tako naprej. Zdaj vi se dosti pojavljate tudi na družbenih omrežjih. In tam govorite o najrazličnejših stvareh, tudi motivacijsko, pedagoško in tako naprej. Kaj želite s tem sporočiti, povedati? Imate kar veliko sledilcev. Tudi na ta način lahko oznanjate to, kar recimo zdaj doživljate v teh zadnjih tednih, ravno zaradi krsta Birme in Ukrajine. Ja, to sem začel čist spet po občutku, ker v zadnjih nekaj let vem, da sem se bremzal okoli tega, ampak sem skozi vedel, da bo prišel moment, ko mi jaz govoril. Jaz sem to skozi vedel, pa sem bil mogoče v krogu ljudi, ki so me namenoma bremzali, ampak potem sem šel v stran od vsega tega in sem začel delati točno to, kar sem sam čutil. In tudi te videoti so povsem spontani. Jaz ne grem gledati zdaj nekih novic, pa v temo se notarjet, pa pol to komentirati, čisto spontano, ven z mene preleti. In to bom še delal. In zdaj, recimo to, kar ste omenil, evangelij pa te zadeve, ja, tudi v to smer bom šel, sam se pa hkrati zavedam, koliko je pri ljudeh ene teme, pri enih ljudeh, koliko so take, da jih ful odbijajo. In se mi zdi, da moraš, ker lih to je tisto, zdaj, ker sem jaz v to stopil, jaz bi rad, da bi vsak to tako razumel, pa videl, kaj jaz. In bi rad človeku z danes na jutr to usilil na to glavo, sam ne gre. Kvečen kontraefekt bo. Ja, tudi vi ste potrebovali kar nekaj časa. Ja, ampak to je najtežji. Ja. Ta prava stvar narediti bo zmer trajal. Ta prava stvar, da dosežeš, bo trajal. In zato je vedno lažje narediti tisto, ki ni ta prava stvar. Zato, ker je instant. Lažje je zdaj takoj napir, kot ne je. Lažje je, razumemo, lažje je narediti slabšo, nemoralno stvar, ker je takoj učinek, ne se ne rabiš potruditi. In to je prednost hudiča. Satana. On ima vse te stvari, vse te užitke ima on pod kontrolo, ker ve, koliko so zasvojljivi, pa koliko jih simpel dosežeš. Medtem, ker do Boga prijeti, je pa dolga pot in bo enkrat stvari šlo narobe in ti moraš not vlagati ful cajta in zato je to težje. In ljudje se niso pripravljeni odreči vsem stvarem, ki jih uživajo. Ker dejansko se moraš odreči enim stvarem, če hočeš iti po tej poti. Ljudje pa tega niso sposobni narediti. Jaz, zaradi svojega življenja, ki sem ga imel, sem se mogel pa skozi nekaj odrekati, pa zmer, da sem nekaj dosegel, sem mogel sprejeti, da bom nekaj trpel, da se bom nekaj trudil. In meni to ni problem. In jaz bom to šel, ampak na tak način, da bi spodbudil človeka, da mogoče malo sam pogleda. Da malo sam se pozanima. Jaz, ker sem prav tuhtel, kar bi človeku razložil. Zdaj bom tako rekel, če si predstavljamo en trikotnik, mi vsi vidimo samo to špico gor na vrh. In zdaj, če primer, jaz vem v cerku, prvič hmaš. In jaz vidim župnika, te ljudi, ki tam molijo, ti zglaske imajo, ki si tako gledaš, kaj se to dogaja, ljudje so čudni, vse ti je tako tuje, sploh ne razumeš ničesa, ne razumeš tistega, kar se bere, ker nisi prebral Svetega pisma nikoli in ti je vse totalno, si misliš, ma dej nehaj, kaj se te ni tlele, ne?
če gledaš tle na špici gor. Jaz sem se pa tega lotil tle od spod, ki je pa vsebina. In če pa tle not začneš kopati, pa si vzameš cajt, pa ti razumeš to špičko tukaj gor. Če me, Ja, jaz ne vem. predvsem moraš sam začeti kopati, Ja, lahko ja, potem ja, ja, prodiraš ja, više ja. in potem dobiš tudi Ja. somišljenike in tudi Tako, ja. duhovnike, škofe, In- ki pomagajo pri Ja, razumevanju. in jaz bi to rad, da ljudje mogo dajte saj šanso, ne takoj reči. Ne, dej, a si, ne, ker so ljudje eni toliko proti tem. Ok, koliko si cajta ponudil za neke stvari? A si se kaj v kakšno stvar poglobil? 0 ur. Koliko sem se jaz poglobil? Več 100 ur. Ja, ne moreš mi pol pametovati. A ne, tako, dej si poglob, sam se nauč, ker je lažje se vršiti na kavč, gledati gluposti gor na TV-ju, sedeti za šankom, igrati igrce. Instant dopamin in to je to. A ne. Luka, govorite zelo navdušeno, ampak kaj pa, ko sami začutite v sebi nek notranji boj? Ne? Ja. Kako se pa vi soočate s tem notranjim bojem, ko nekaj rečete, ne, to pa ne gre v pravo smer? Ne? Recimo. Meni je, tako bom rekel, jaz sem imel, lahko bi rekel, da je več boja, kot ne. Ja, seveda, zato ste danes tukaj, kjer ste. Ne? No sej, se to je tisto na koncu, ki pol si rečeš, lej, se je bilo vse z nekim namenom. Tako. Ampak ja, meni je bilo večkrat težko, ker lepo, pa se ljudje ne vejo zakaj, tudi ne boš kolegi, ne vem zakaj. Ne, jaz nisem, ker pomislim, da sem sploh kdaj bil tako srečen, da bi rekel, se pa nisem bil. Zaradi določenih razlogov, ki jih tukaj nam zdaj pač javno izpostavim, ampak ja, a si kdaj premišljal o smrti? Po mojem, vsak let. Pa ne, da bi res to naredil, ampak v smislu, ne, sem premišljal ogromno temačnih stvari, ogromno, ne. In je skozi je to, ne, up and down, ampak ta prvi problem, ki ga mi imamo, je, ki vedno reagiramo na to, pa na to tle dol. Reagiraš, ki je neki ful fajn, reagiraš pa tudi na to. Zmerite, ki priješ čist dol, pismo, tretje, kletvice, ne, vsega je dosti, pa mu vsega nehal bom to, ne, že to je ena težava, ker ne bi smel tega početi, ampak bi mogel ok, z tega se moram nekaj naučiti, pa verjetno se bo z tega nekaj novega zdaj zapeljal, kar dejansko vse, jaz sem to sam pri sebi opazil, ne, ker imaš nekaj splaniran in ne gre po planu in si jezen. Zdaj pa dejansko gledam, ok, to je moglo biti, zato ker zdaj iz tega ven se bo pa tisto zgodilo, kar se res more. In to jaz pri sebi sem videl zdaj doskrat. Kako sem pol tisto stvar izkoristil za nekaj drugega. Se pravi, to je ena stvar, kako zdaj gledam, ker pravite, kako se s tem boriti. To se je moglo zgoditi, ne tega vzeti, ker je to najslabši dan, ampak poglej, kaj zdaj lahko iz tega potegneš. To je moglo biti tako. Neka nova šansa se ti je tle odprla. Ne? To je ena zadeva. Ampak zdaj recimo lahko rečem, da tudi odkar sem jaz te stvari tako sprejel, kot so, ne, pa vero, nisem imel toliko takih dogodkov, ampak to je lih vezan s tem, ker sem začel drugače dojemati neke slabe stvari. Pa zdaj si zmer rečem, dejansko si rečem, lej, zgodilo se bo točno to, kar se more, niti ne vem, če imam totalno sam kontrolo nad tem. In nekako sem, kaj bi rekel, ker sem jaz sprejel, da ta cajt tle ni več najbolj pomemben, ampak je pomemben cajt pol, ker pride, zdaj gledam čisto drugače. Ker sem jaz sprejel, da ne rabim denarja, da ne rabim blišča, da ne rabim ne vem kakve bajte, da ne rabim ne vem česa vsega tega, dejansko ne rabim. Jaz rabim samo en star pick-up za 5 jurjev, to mi je meni, to je to. Ker sem jaz vse to sprejel in ker sem sprejel, da se jaz moram tukaj sam pokazati čim bolj Bogu svojo čistost, čeprav smo itak totalno šibki, mi je tudi vse dosti lažje. Čistko povedan. In jaz vem, da je cajt, ki pol pride, Pomemben. to je toliko kratk tle. To ni, to je samo, da mi se pokažemo. Ena kratka epizoda, ne, v primerjavi z večnosti. Ja. In je, zdaj se vem, da sem vam to ful na dolgo pa na široko, ampak ja, drugače gledam na zadeve, na Boga se obračam, ne reagiram tako na stvari. Je pa vedno tako, ne, če hočeš kaj doseči, moraš se potruditi. Ne bo samo od sebe prišlo, če ti sem na kavču sedel, sreča ne bo samo od sebe prišla. Dej nekaj od sebe, zastav si cilj, pa pej v to. Jaz verjamem, da če bo nekdo vložil toliko in toliko cajta, pa se za nekaj trudil, ja, pa se boš dosegel tisto, ne. Se ne more biti drugače. Jaz sem tudi že začel delati iz YouTubea dol, pa vem, da mami, ki gleda, ti si mislila, ojoj, kaj ti to delaš? Ampak evo. Kaj pa danes reče? Ja, zdaj pa je to neki izdelek, ki ga lahko komu prodam, a ne. Pa vem, da je trajalo toliko in toliko let, o letih govorimo in v teh letih 3, jaz sem se, ne, skozi bil totalno
Tega človek noben ne vidi, ne vidijo mogoče v video, ki si kao ful v redu. Kva sem v redu, a ne. Včeraj sem se, moji punci, ne, tako, to je res v hecu, ker sem rekel, vse sem podoben, kot je Jezus, res v hecu to, itak da nisem, ampak sem rekel, Jezus je bil tudi brez vsega, ampak je pa ful govoril, pa ljudje so ga radi me poštovali. In sem rekel, jaz sem isto, denarja nimam nič, ampak me pa ful ljudi posluša, pa me imajo radi, pa me cenijo. Sem rekel, vse sva ista, tako, v tem hecu. Ampak me to nič ne moti. Luka, čisto za konec. No, Ja, še v tej, sem kar, ne? Ja, v redu, neposredno, direktno, ampak še tole, no, za hip. Ja, so na konži. Ja, proti koncu greva, ja. prav. Zdaj, ko ste prijeli zakrament krsta, Birme obhajila, ne, omenili ste punco, vas čaka tudi še zakrament svetega zakona? Si želite? Ja, si ga, to sem tudi omenil, tudi s tem, tudi s tem namenom, valjda sem se krstil, pa, ampak ja, poroka, tudi zato, da so po domač povedan vse klukce tako, kot morajo biti, se pravi, da je v očeh Boga neka skupnost, ki jo imaš z nekim človekom, da je pač taka, kot mora biti. In to se mi zdi, da je povsem normalno, da ker sta dva skupaj, oba sta krščena in to storiš še tako, kot je prav, po veri. Nimam nič še datuma. Ampak ja, bo pa to, mislim, težko zdaj rečem kdaj, ampak ne bom čakal 10 let še do tega prišel. In bom to verjetno tudi naredil, bom tle prosil Jožeta. Če ste že začeli, ne, skupaj s sakramenti, pa boste še nadaljevali, ne? Ja, pa jaz sem se tle v tej župniji res našel tako in mi je všeč, kako se skupaj poteka. Super. Hvala lepa, Luka, za vaše razmišljanje in za res izjemno zanimiv, iskren pogovor. Jaz vam želim, da bi v življenju še naprej odkrivali Božjo ljubezen, bližino ter tudi obilo sreče in blagoslova na vseh področjih življenja, kjerkoli boste delovali. Hvala za te misli, pa sem še to bom dodal mogoče. To, da sem se jaz tle zdaj znajdel, ne, ali pa že na enih podcastih prej, ne, si mislim, kako jaz spet, kot sem vam rekel prej za krst, spet jaz tukaj z vam o tem govorim in to jemljem ful sem hvaležen za to in to jemljem kot nagrado. Da sem lahko tukaj vam prišel, jemljem kot nagrado za stvari, ki sem jih zdaj, tako bom rekel, naredil pa spremenil ta razmišljanje. Tako da sem zelo hvaležen, da sem lahko tukaj, pa upam, da tisti, ki bo to poslušal, da bo mogoče imel nek vpliv, pa pomagal nekomu mogoče. Super. Hvala lepa, res, Luka. Hvala za pozornost, drage gledalke in cenjeni gledalci, da ste prisluhnili temu pogovoru. Vas vabim še naprej, da pogledate naše vsebine na YouTube kanalu Družina Media. Vse dobro in do naslednjič, bodite lepo.